Vratar Maribora Jasmin Handanović je v tej sezoni v odlični formi. Visoka prepreka za nasprotne igralce. 36-letni nekdanji reprezentant je zanesljiv v slovenskem prvenstvu in na evropskih preizkušnjah. Vse je odvisno, kako delaš na treningih. Če si intenziven na treningih, 100%, probaš biti na treningu, bo toliko večja verjetnost, da boš tudi na tekmi 100%. Ne. K temu seveda je pripomogel tudi Mitja Pirih, trener vratarjev v Mariboru, in se zelo dobro ujamemo. In tle sta še v zadnji, ki delata dobro konkurenco, Obradović in Cotman. In moraš biti skozi na prstih in to je, kar nas dela dobro. Ne. Jaz sem pripeljal mojo strategijo, mojo vizijo, katero so fantje zelo dobro akceptirali. Sploh Jasmin, kateri je že v zrelih golmanskih letih in ima določene avtomatizme, njemu je definitivno najtežje. Vendar zgleda, da razmišlja moderno, razmišlja pozitivno in zato mu to tudi uspeva. V bistvu meni to nikoli ni bil problem učiti se, definitivno pa ne, ker nogomet gre vsak dan naprej, žoge so hitrejše, vse se hitreje dogaja, igralci so hitrejši, boljši, bolj zahtevni udarci. In če hočeš v bistvu stati in preživeti v nogometu, se moraš učiti. Pokazal je psihološko trdnost potem, ko je še v lanski sezoni nanizal nekaj odmevnih napak in se soočil s kritikami zahtevne mariborske publike. Ni prvič, da sem bil v taki situaciji in mogoče v začetku prvenstva lani me je kakšna sprememba iz tira vrgla, ki me ne bi smela, in potem valjda, ko se malo bolj poglobiš v te stvari, je tudi pri vratarjih zelo pomembno, da je glava na mestu in da se psihološko trden, ne glede ali se zgodi napaka ali ne, ker napake so prisotne in bojo prisotne tako v življenju in v nogometu. V svoji 4. sezoni v Mariboru je spet ujel vrhunsko formo. Tudi Evropa si ga je zapomnila, saj je v 4 krogih Lige prvakov zbral kar 28 obramb, največ med vsemi vratarji. Tekmo kot tekma, je pa res, da so kvalitetnejši igralci, hitrejši igralci in so potem v bistvu koncentracija mora biti večja, posebej pa če želiš imeti dobre obrambe ali pa če želimo kot ekipa doseči rezultat, in je pa definitivno več dela, tako bom rekel. Handanovićeva zgodba je lahko dober kažipot mlajšim nogometašem v vijoličasti ekipi, saj jim Jasmin občasno svetuje. Ko so ga mnogi že odpisali, je postregel z morda najboljšimi tekmami, odkar se je vrnil v Slovenijo. Ni predaje, radi rečejo v Mariboru. Kako prikladen slogan za Handanovićev primer.